Dojenčki, ki so dosegli razvojni mejnik kobacanje, so pred hojo dosegli največji preskok v gibalnem razvoju. Premikajo se po prostoru po kolenih in razprtih dlaneh. Ob tem se spoznavajo s koordinacijo v prostoru, ravnotežjem, prestreznostjo in drugimi procesi, ki so zelo pomembni tudi kasneje pri hoji. Dobrodošle so spodbude, ki zagotovijo ustrezno izhodišče za dobro vstajanje. To so pokrčena kolena, odriv iz stopal. Več priložnosti, ki jih dojenček dobi, da lahko izvede dober premik po prostoru, bolje bo razvil vzorce za samostojno hojo. Pogosto si dojenčki ob prvih poskusih vstajanja pomagajo z rokami. Primejo se opore in se z rokami vlečejo v stojo. Ustrezno vstajanje je s pokrčenimi nogami in odrivom iz prstov. Dojenček bo shodil ob svojem času. Ne vodite ga za roke in ga ne učite hoje. Z vrtenjem okoli svoje osi ob opori bo spoznaval svoja stopala, ravnotežje in stabilnost v prostoru. In ko bo zrel za to, bo shodil sam. Dojenček sprva nima občutka, kdaj se lahko spusti naprej z rokami, kdaj se bo lahko naslonil na roke in kdaj je previsoko. Dokler ne zna presoditi višine spusta, ga učimo obrata in spusta z nogami navzdol. Morate biti dosledni, da ga preden ga vzamete k sebi, obrnete, ga spodbudite k samostojnemu obratu in ga šele potem vzamete v naročje. Tako bo osvojil premik, da se bo na višini znal sam obrniti z nogami navzdol. Koordinacija in ravnotežje sta zelo pomembna za razvoj hoje. S sedenjem na žogi spodbujamo koordinacijo in učimo dojenčka, ki v prostoru je. Stopala mora imeti v celoti na podlagi.